Veste, ko je ameriški predsednik Trump sinoči preklical napade na Iran, je dejal, da ga je Iran prosil, naj počaka, potem ko naj bi privolili v dogovor oziroma bolje rečeno v sporazum. Ta bi razdelil nadzor nad Hormuško ožino, toda Iran je takoj odgovoril in to označil za novo laž, ter dejal, da so njihove oborožene sile še vedno v visoki pripravljenosti. Zdaj iranski državni mediji posmehujejo Trumpu, ker je ponovno popustil po, kot so sami rekli, tednu hvalisanja in praznih groženj. Medtem pa poročila o kompromisnem dogovoru glede Hormuške ožine, kjer bi ladje vstopale na iranski strani in izstopale na omanski strani, iranski pogajalci odločno zanikajo. Kaj se torej tukaj v resnici dogaja? Z nami je zdaj Arash Azizi, sodelavec pri reviji Atlantic in predavatelj na univerzi Yale, ki se nam oglaša iz New Yorka. Prav, Arash, kaj se trenutno v resnici dogaja znotraj iranske odločevalske strukture? In koliko verjameš Iranu, ko pravijo, da je bilo vse to laž? Ni čisto vse laž, vendar predsednikova različica verjetno tudi ni vsa resnica. Potekajo pogajanja se nikoli niso ustavila. Tako Iran kot Združene države veliko preračunavata ali želita stopnjevati napetosti. Ampak veš, kako to deluje? Nihče ne bo rekel, pravzaprav nas je zelo strah stopnjevanja. Vedno bojo rekli, da smo pripravljeni. Pripravljeni smo, naredite, kar hočete. Potem pa se tudi vključijo v pogajanja, da najdejo pot iz krize. Izhod iz krize. Vprašanje je, ali bo obstajalo nekaj ključnih vprašanj. Prvo vprašanje je, ali bo Iran opustil nekaj zelo temeljnega, kar šteje za svoje lastne interese. Ali bo v bistvu kapituliral zaradi besednih groženj Donalda Trumpa. In to je malo verjetno, ker meni, da lahko to prenese. Drugo dejstvo pa je, da je predsednik večkrat izrekel te grožnje, skupaj z informacijami, ki so pricurljale o napadih na iransko energetsko infrastrukturo, kar bi seveda bili vojni zločini. In to je večkrat storil. Izrekel je zelo pretirane stvari, kot naprimer, da bo v enem dnevu uničil iransko civilizacijo in podobno. In zato sčasoma zgubijo svoj učinek. Ampak to je očitno zelo nevarna situacija, ker je tudi predsednik nepremišljen in bi lahko ukrepal. Torej, če pridemo do točke, to je slab cikel. Če pridemo do točke, ko Iranci mislijo, da te grožnje niso resne in zato ne popustijo, ga to razjezi in ga pripravi do tega, da izreče še več groženj, lahko na neki točki dejansko ukrepa. Tako bi se lahko znašli v situaciji, ko si nihče ne bi želel, da se kaj zgodi, pa bi se vseeno zgodilo. Veš, rada bi malo govorila o tem, način, kako je Trump še naprej grozil z velikimi napadi na Iran, potem pa jih ni izpeljal. Iranski mediji praznujejo Trumpov umik, obtožujejo ga, da še naprej daje prazne grožnje. Vprašanje je, kaj se je v resnici zgodilo v teh pogajanjih. In ali je ta razlika pomembna, glede na vrste odzivov, ki jih lahko pričakujemo od Islamske republike Iran? Mislite, da Amerika morda izgublja svojo odvračalno moč zaradi tega nihanja? No, Amerika nikoli ne bo popolnoma izgubila svoje odvračalne moči. Ima izjemno vojaško premoč. In ja, čeprav besede začnejo izgubljati svoj pomen, ampak vojaške ladje so v regiji in lahko dajo različne vrste groženj, ne samo prek objav na družbenih omrežjih, imajo različne kanale. Lahko bi zelo jasno nakazali posledice iranskih dejanj. Ampak kar se tiče dogajanja pri pogajanjih, Katar in druge države posredujejo in predvsem Katar, pa tudi Oman, skušajo najti način, da se ožina odpre in da ima Iran na nek način določen nadzor nad njo. Kaj to zdaj pomeni? Ali je lahko to simboličen nadzor? Ali lahko Iran zaračunava pristojbine in podobno? To so teme različnih pogajanj. In mislim, da so verjetno dolgočasile predsednika Trumpa. In to je seveda problem, ki pred vojno ni obstajal. Veste, pred vojno je bila Hormuška ožina odprta. Desetletja. Ni bila nikoli zaprta. Ne Islamska republika, niti prejšnji režimi si ne bi nikoli drznili narediti kaj takega. Zdaj pa je to problem, ki je nastal kot posledica vojne. Pozabljamo, da se je ta vojna zgodila zaradi drugih razlogov, vključno z iranskimi jedrskimi ambicijami, iranske grožnje Izraelu in vsi drugi razlogi. Zdaj si samo želimo, da bi se stvari vrnile v stanje pred vojno. Iran pa želi dobiti veliko popustov, da bi to dosegel. Očitno je to nekakšen strateški poraz za Združene države Amerike. Prav, Arash, rada bi se ti zahvalila, da si se nam pridružil in nam predstavil pogled Irana oziroma Islamske republike v tem trenutku. Najlepša hvala. Hvala, da ste me povabili.